Dobrodošli v oddaji Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. Današnjo oddajo se vam splača gledati že zaradi tega, ker boste izvedeli, ali bo leta 2012 res konec sveta. Pripravili smo pa še nekaj drugih rubrik za vsak slučaj, če konec sveta ne bo prišel že letos. Torej, govorili bomo o obratnem marketingu, pokazali vam bomo, kaj je to Twitter in ali se vam ga splača uporabljati ali ne. Predstavil vam bom eno knjigo, ki govori o direktni pošti, direktnem marketingu in tudi oglasili se bomo iz ene od slovenskih pošt in vam povedali, zakaj lahko pošto posnemate tudi podjetniki, obrtniki. Dobrodošli v oddaji Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. Obratni marketing je področje, način prodaje, ki ga mora poznati vsak podjetnik. Dobro pa je, da se tega načina pospeševanja prodaje zavedamo tudi kupci. Recimo najbolj enostaven primer sem zadnjič videl v ene od velikih trgovskih centrov. Mislim, da je pisalo tako, da če kupite več kot 2 kg cvetače, vam podarijo tehtnico. Zdaj, zakaj je to primer obratnega marketinga? Zato, ker so povečali vašo motivacijo po nakupu cvetače s tem, da so vam podarili še nekaj zraven. Se pravi, če zamenjamo v glavi potrošnika motivacijo za nakup, potem govorimo o obratnem marketingu. Še kakšen primer, recimo večina slovenskih revij, kako vas poskušajo pridobiti za naročnike. Tako da vam recimo podarijo ponev za kuhanje posode ali pa urico. Podobno zadevo sem že videl pri špagetih, tudi so nekaj podarjali zdraven. Se pravi, ni dovolj kot osnovni motiv, je revija, naročnina na revijo, ampak vedo, da se na ta način malo naročnikov naroči. Se pravi, podarijo vam še nekaj zdraven in potem so pri prodaji bolj uspešni. Obratni marketing lahko uporabljamo tudi pri pričevanju otroka, da se ne uči, ker dovolj bi bilo verjetno, da rečemo, uči se, ker znanje je pomembno, če se boš učil, boš dobil dobro oceno, ampak včasih sploh mlajše šolarje je treba še dodatno motivirati, pa mu rečeš, če se boš dosti učil, ti bomo kupili kakšno igračko, boš dobil PSP, Nintendo. Sicer ta način vzgoje ne priporočam, saj kratkoročno pa deluje, ker s tem povečamo otrokovo motivacijo po učenju, ampak ne na pravi način, za nagrado s podkupnino. In temu rečemo obratni marketing. Podjetniki, splača se nam, ko razmišljamo o tem, kako povečati prodajo, razmišljati tudi o obratnem marketingu, ker pogosto se najde kakšen izdelek ali pa storitev, ki je v strankinih očeh zelo zaželen in potem to zadevo zapakiramo zdravo naše osnovne storitve. To sem recimo tudi jaz sam naredil za enega od naših seminarjev. Udeleženci dobijo brezplačen iPod. Seveda te zadeve sami to tudi plačajo, ker je vključena v ceno, ampak sta dve motivaciji. Grem na seminar zato, ker bom nekaj novega zvedel, pa še iPod bom dobil. Se pravi, dali smo neko nagrado. Obratni marketing se zelo pogosto uporablja in prepričan sem, da boste primer obratnega marketinga potem, ko boste pogledali to oddajo, opazili tudi sami. Moj gost je Edvard Kadič, life coach, direktor zavoda Delta. Danes bova govorila o eni zelo zanimivi temi, o letu 2012, bo konec sveta. Prvo vprašanje, a je sploh kaj na tem, zakaj toliko pompa okoli leta 2012, bo konec sveta, kaj se bo res letos zgodilo? Vemo, da je bila luna pred par dnevi, za prvomajske praznike zelo velika. Se pravi, povej nam nekaj o letu 2012, ti se s tem ukvarjaš, preučuješ, to je del tvoje dejavnosti. Ja, zdaj to leto 2012 je po svoje zanimivo preprosto zato, ker se toliko različnih informacij steka v to leto kot del nekega zaključenega cikla. Recimo, najbolj znano je seveda majevski koledar, kjer so Maji nekako predvideli, da se ta 12. zadnji cikl v enem od teh kozmičnih ciklov zaključuje letos. To se pravi v gregorijanskem 21. decembru 2012. Zdaj seveda tukaj je ogromno različnih teorij, ampak nekako se vse združujejo na to, da se zaključi neko določeno obdobje. Problem majevskega koledarja je v tem, da oni niso razumeli koledarja na naš gregorijanski linearni način in da je 22. december samo naslednji dan, ampak da se začenja obdobje na nekem novem nivoju.
Recimo naslednja tako, bom rekel, velika zgodba na to temo so seveda Indijanci, Hopi Indijanci iz jugozahodne Amerike. Oni živijo pač na tem področju Arizone in tako naprej, kjer je ta zgodba zapisana, dobesedno vklesana v skalah, kjer prihaja to se pravi peti svet. In te njihove prerokbe, ki se seveda prenašajo od ust do ust, in katere so imeli možnost slišati različni raziskovalci, katerim so starešine teh Hopi Indijancev razlagale te prerokbe, se pravzaprav ravno tako stekajo v letošnje leto oziroma v to relativno kratko časovno obdobje, ki se nekako mogoče celo začenja s tem letom kot prehodno obdobje. Zelo znamenit je recimo raziskovalec Terence McKenna. On se je, precej ukvarjal z raziskovanjem teh gobic, halucinogenih gobic in v enem od teh raziskav v Južni Ameriki, to se pravi preučuje ta vpliv DMT-ja na možgane in na prehod v različna stanja spremenjene zavesti. No, je dobil zelo jasna navodila, za katere razen to, da sprejmemo, da jih je dobil iz neke druge dimenzije, pravzaprav karkoli težko drugega povemo, je to, da naj razvije nek matematični algoritem in to je zanimivo. Pri tem programu je tudi zraven zapisano, kako je prišlo do razvoja tega algoritma, zelo sofisticiran algoritem, imenuje se pa, to se pravi, teorija Time Wave Zero, to se pravi teorija ničelnega časovnega vala. Dobro, to je bilo zdaj komplicirano, ampak vse v bistvu te različne teorije, kaj povejo? Da se bo nekaj zgodil, ali da bo nekaj drugače potem, ali da bo konec vsega? Kaj lahko ljudje v resnici pričakujemo? Bral sem, da Američani gradijo draga in taka zaklonišča, japonska princesa je o tem govorila. Daj, povej nam malo več o tem, kaj v resnici lahko pričakujemo? Ja, zdaj najlažje je to razumeti na način, da se to razbije nekako na 3 dele. Zdaj, prvi del je, ki je v mojem videnju skoraj absoluten, je to, da gre za nek prehod v novo zavest, v novo razumevanje in sveta, in sebe, in okolice in tako naprej. Torej, na družbenem nivoju se bo nekaj spremenilo zavest? Ne na družbenem, na področju zavesti. Recimo na področju poslovanja, recimo biznisa, če pogledamo nazaj 20 let, je bil nekak tak prehod iz neke, kako bi rekel, zmagovalne pozicije v win-win pozicijo. Danes je to že, narekovaj rečen, precej zastarel koncept, ampak se prehaja v zavest, kjer je treba veliko več dati, zato, da se odpira ta špirala, da stranke enostavno prihajajo nazaj k podjetju. To se pravi, gre za prehod zavesti iz enega stanja v drugo. Na področju družbeno-ekonomskega sistema bo pa verjetno, saj vse kaže na to, trenutno prišlo do resnih sprememb v samem ustroju finančnega delovanja sveta, v samem ustroju razumevanja demokracije, v samem ustroju razumevanja teh tako imenovanih kontrolnih tokov, ki so na Zemlji. In seveda potem imamo pa tretjo dimenzijo, ki je pa v bistvu tako najbolj nekako intrigantna. Ali bo padal kaj na Zemljo, ali ne bo. Ali bo zmanjkalo elektrike? Ja, ali bo zmanjkalo elektrike, ali ne bo. To prav v zvezi z zmanjkanjem elektrike sem jaz, recimo konkretno, če me potegneš za jezik, kaj je s tem, sem jaz bolj na tem, da bo, kot da ne bo. In to kaj konc leta? In to ravno v tem obdobju. Se pravi, hladilne skrinje, kdaj moramo... Hladilne skrinje treba je par stvari narediti. Hladilne skrinje je treba izprazniti do takrat, treba je vsaj par štek vode dati v shrambo, treba razmisliti, da je avto skozi poln, da je goriva dovolj in tako naprej, ker se, te razmere lahko zelo hitro zamenjajo. In še to, kar je bilo danes prav nepojmljivo, je jutri lahko pravzaprav neka taka čudna realnost. Saj je benzin bilo še nepojmljivo, da bo čez evro, pa je danes evro pa pol. Tako da kljub temu, da smo ga lepo sprejeli, kako je lezel naprej. Ampak bom rekel... Kaj ne naredimo podjetniki, kaj ne naredijo običajni ljudje, ki pomaga, da beremo o tem, ti si tudi life coach, kako povezuješ to? Recimo, se moramo na to pripraviti, ali nam ni potrebno, predavaš o temu, daj nam malo več o tem povedati. Recimo, da bo nekaj, in ti si prepričan, da se nekaj bo zgodilo, kako se pripraviti na to? Ja, najprej je seveda to razumevanje zavesti. Ta del, to se pravi od sebe k drugim. Mi prehajamo skozi, ko bi rekel, tako energetsko področje, kjer so energije močnejši, podpirajo in nas nekako nagovarjajo k temu, da smo vsi skupaj eno veliko kolektivno bitje.
Ne? In da je dolžnost vsakega posameznika k tem, da čim več prispeva v to skupno dobro, ne? In se čim manj obremenjuje s tem, kaj dobi v zameno za to. Ne? Če bi rekel tako, v neki idealni sliki, če bi se mi vsi prizadevali samo za to, kaj bom jaz dobrega lahko naredil za tebe, pravzaprav ne bi imel česa skrbeti, ker bi se drugi ravno tako prizadevali, da bi čim več dobrega naredili za mene. Tako da to je ključno v tem trenutku, da se čim več enostavno govori, da se človek izobražuje o tem, kaj to pravzaprav za vsakega posameznika to pomeni. Kaj to pomeni, da na neki točki preklopiš iz tega, da moram nujno vedno dobiti točno protivrednost, kot sem si jo jaz zamislil, da pustiš vrata odprta in da pustiš, če se malo pohecam, da univerzum odgovori, kaj ti pravzaprav sploh v tistem trenutku rabiš. To so za nas trenutno mogoče še majčkeno kompleksni koncepti, o katerih pa je treba seveda se začeti čim prej, čim več pogovarjati. Če jaz po domače tako malo razmišljam, pred 30 leti smo spoštovali tiste ljudi, ali pa tako smo jih gledali, ki ima veliko denarja, je to nekaj pomenilo. Danes to več ni toliko pomembno, danes je življenjski stil, pa pomembno je, kako si do denarja prišel. Nimamo kakšnega hudega spoštovanja do kakšnih tajkunov, gradbincev, čeprav ima mogoče veliko denarja. Se pravi, ta zavest po tvoje bo šla še en nivo više. Absolutno. Že če pogledamo v tem trenutku, recimo, razne takšni primeri, kot je recimo primer Vaskrsič, kjer so bom rekel, družino, kjer je prišlo do deložacije. Ni zdaj toliko sam konkreten primer pomemben, seveda je lahko tragičen za posameznika, vendar za to, da v družbi se začne razmislek, imamo družinski zakonik, v teh pravicah razmislek o tem, da boljše razumemo dejansko te, kaj ne rečem, škarje ali pa klešče, ki držijo, bom rekel, ta ustroj, lahko na neki točki, naš mentalni ustroj, znotraj neke smeri, katera ni nujno edina možna, če rečem tako. Bo po tem prehodnem obdobju po koncu leta 2012 boljše ali slabše za večino ljudi? Za veliko večino ljudi bo boljše. Prav, ni se nam treba bati. Ne, absolutno ne. Absolutno ne. Je pa to dober trenutek, zato da človek začne o tem pravzaprav razmišljati, da ni to nekaj, kar bi pač bojo že drugi poskrbeli za to. Mi vsi moramo pravzaprav sami pri sebi razčistiti, kako poskrbeti za druge in za našo družbo čim boljše. Če bi rekel tako malo Kennedy-ovsko, ni zdaj vprašanje, kaj bo država naredila zate, pa kaj boš ti za državo naredil, da se ta, bom rekel, mentaliteta preseli na čisto individualen nivo. Bo sprememba dramatična, jo bomo vsi opazili? Ja, jaz sem prepričan, da ja. Preprosto zato, ker se časovni cikli krajšajo. Mi imamo problem, da so vse družbene spremembe se dogajajo na relativno dolgo obdobje, mi pa živimo relativno kratko obdobje. In v tem trenutku se pa, rekel, stvari prerazporejajo in bomo tudi sami bistveno lažje priča razvoju teh dogodkov. Na pol resno vprašanje za konec. Ne vzamem en velik kredit v banki in računam na to, da mi ga ne bo treba vrniti. Če misliš, da je prav, potem ga vzem. Edvard, hvala. Malenkost. Zakaj jaz tako rad berem knjige? Zato, ker v knjigah običajno avtorji napišejo modrosti vse svojih izkušnje, ki so na poslovnem področju, ki so jih doživeli na poslovnem področju. Recimo, avtor knjige, ki jo danes predstavljam, Richard Benson, se je z direktno pošto ukvarjal 40-50 let in v tej knjigi natančno opiše, kaj je delovalo in kaj ni delovalo. In podjetniki moramo brati knjige z našega področja in z področji, ki so malce širši. Recimo, če pogledamo tole knjigo, že na začetku vidimo takoj 30 aksiomov oziroma Bensonovih pravil, ki v njegovi panogi veljajo pa povsod v Ameriki, v Sloveniji in dobro je, kadar se lotimo kateregakoli posla, seveda ta zadeva vezana na direktno pošto, ampak velja tudi širše, da recimo poznamo nekaj od teh pravil. Recimo eno od teh pravil pravi, tudi v računalnik sem zapišel, da verjetnost, da bo kupil nekdo, ki je pri vas recimo v trgovini kupil že dvakrat, je dvakrat večja, kot da bo kupil nekdo, ki je bil samo enkrat. Kakšna posledica, kaj lahko iz tega potegnemo podjetniki? Se pravi, tisti, ki kupuje dvakrat, so vredni veliko več kot tisti, ki kupi samo enkrat, ampak iz tistega, ki je kupil samo enkrat, moramo čim prej narediti ponovnega kupca. Se pravi, doseči, da kupi dvakrat, ker nekdo, ki kupi dvakrat, je dolgoročno vreden veliko več in bo pri nas porabil veliko več. Recimo,
Zelo ena zanimiva zadeva. Če prodajamo isti izdelek, recimo, da je to svinčnik, po različnih cenah, recimo, da ga enkrat prodajam po 1 evro, enkrat pa po 10 evrov, bom na koncu zaslužil približno enako. Seveda, če jih bom prodajal po 1 evro, tako trdi avtor, jih bom prodal veliko več, ampak bom imel veliko več stroškov, manjši zaslužek na posameznem svinčniku, če jih pa prodajam po 10 evrov, bom prodal seveda veliko manj, ampak na koncu bo čistega ostalo približno enako. Mogoče še kdaj, recimo žetoni, razne tisti listki za odrgniti, ki jih dobimo od raznih pošiljatorjev, recimo Mladinska knjiga, to vedno deluje. Potem vedno delujejo darilca in nagrade. To pogosto dobivamo v direktni pošti. Potem avtor pravi, da v direktni pošti je baza vedno najpomembnejša, druga najpomembnejša stvar je pa ponudba. Se pravi, od tega je odvisno, ali bomo uspeli prodati ali ne. Še nekaj stvari, recimo tako imenovane bata cene, to so tiste cene, ki so zaokrožene na 9,99 ali pa 9,97, dokazano delujejo. Dve darilci običajno delujejo bolje kot eno samo darilo. Brezplačno je čarobna marketinška beseda. Se pravi, če lahko kaj podarite, bo to povečalo odziv in na koncu povečalo prodajo. Še ena zadeva, ki jo seveda vsi poznamo, ampak podjetniki tega vedno ne upoštevajo. Če ponudite prodajo na obroke, kreditne kartice, če podaljšate število obrokov, se pravi povečate iz 12 na 24, boste običajno prodali več. Kaj imamo potem še? Direktna pošta, to pa je zelo, zelo pomembno, kot vsako področje v poslu mora biti poštena. No, na dolgi rok se ne izplača, če strankam prikrivamo kakšno stvar ali če celo lažemo. Torej, dragi moji, če se ukvarjate s katerimkoli poslom, kaj vam priporočam? Naberite si 10-15 knjig z tistega področja in preštudirajte, kaj pravijo, kaj so napisali tisti, ki so se s tistim področjem ukvarjali že dolgo časa. In v knjigah pogosto avtorji povedo veliko. Za 25 evrov, 20 evrov lahko dobite praktično vse informacije, ki jih potrebujete, zato da boste v vašem poslu, kakršenkoli posel že to je, uspešni. Gledalka Darja sprašuje takole. Pravi, kdaj naj povem, koliko izdelki, ki jih prodajam, stanejo? Mislim pa, da je napisala, da prodaja v glavnem kuhinjske pripomočke, posodo na prezentacijah po hišah. Zdaj, zelo zanimivo vprašanje. Namreč, jaz sem pogosto opazil, da prodajalci se bojijo povedati zelo hitro ceno, ker si tako mislijo, če bomo povedali ceno hitro in če je izdelek zelo drag, se lahko zgodi, da se bodo kupci odločili, da ne bodo kupili. Ampak moje izkušnje kažejo, da predvsem pri dražjih, počasih tudi cenejših izdelkih se splača ceno povedati zelo hitro. Sploh, če je prezentacija daljša, recimo, da porabimo 30-40 minut za prezentacijo izdelka ali postoritve. Zakaj je potrebno v takšnem primeru hitro povedati za ceno? Jaz gospe Darji takole svetujem. Gospa Darja, vi kar rečete, tele posode so 1500 evrov. Ampak zraven dobite še to darilo, to darilo, to darilo v naslednjih 45 minutah, vam bom pa razložila, zakaj so te posode tako dobre in zakaj se jih splača uporabljati. In kaj se je zdaj zgodilo pri potencialni stranki? Če ne povemo za ceno zelo hitro, potem potencialna stranka celih 45 minut prezentacije razmišlja, koliko to stane. Zdaj pa takoj ve, drago je, ampak se 45 minut morda prepričuje, sama pri sebi, ne, v glavi, pa jaz bi to res rada imela. Ta posoda v resnici ni tako draga, pa se bomo 20 let uporabljali, pa še to in to darilo dobim zraven. Tako da premislite, položaji so različni, samo pogosto se splača ceno, sploh če je visoka, priznati kar takoj. In še eno vprašanje imam danes, gledalec Valentin sprašuje, pravi, pošilja ponudbe s tiskano in elektronsko pošto, zadnje čase v glavnem z elektronsko pošto, odziv pada. Kaj še sprašuje? Kdaj naj pokliče stranke oziroma ali jih sploh poklicati? Torej, v bistvu Valentin želi recept, ali naj pošlje samo elektronsko pošto s ponudbo, ali naj pošlje tudi klasično pošto na papirju, ali naj tudi pokliče. Zdaj veste, kaj strokovnjaki pravimo, kadar ne vemo pravega odgovora? Takrat običajno rečemo odvisno. No in tudi v tem primeru je odvisno.
testirati je treba, preizkusiti je potrebno zadevo. Običajno seveda veliko bolje deluje, če pošljemo in klasično pošto in elektronsko pošto, pa še pokličemo, ampak ta način je tudi dražji in zahteva več časa. Torej vsak podjetnik naj sam preizkusi, kaj za njegov posel deluje. Običajno, pravim pa, bolje delujejo tiste ponudbe, ki jih pošljemo prek več medijev. Se pravi, da nekdo dobi nekaj prek računalnika, potem dobi še s klasično pošto, potem pa prijazen klic. Včasih je celo bolje najprej poklicati. Recimo pokličemo stranko sploh pri večjih projektih in rečemo: spoštovani gospod, v naslednjih nekaj dneh boste od nas dobili paket, v paketu bo posebna ponudba, že danes vas opozarjamo na ta paket, ker v tem paketu boste izvedeli to in to. Torej, odvisno, ne vem natančno, kako bi odgovoril, testirati je potrebno, običajno pa bolje deluje, da uporabite čim več medijev. Pred kratkim sem se vrnil iz Združenih držav Amerike. Danes stojim tukaj pred pošto in tudi v Ameriki sem bil na pošti. Zdaj pa pogosto se mi v Sloveniji zgledujemo, vsaj kar se tiče marketinga in prodaje po Američanih, ampak če primerjamo ameriške pošte in slovenske pošte, lahko povem, da smo svetlobna leta pred Američani. In to zaradi dveh načinov oziroma razlogov. Prvič, naša pošta je hitrejša in bolj precizno dostavlja poštne pošiljke, in drugič, na naših poštah boste našli precej večjo ponudbo, kot pa jo lahko vidimo na ameriških poštah. Na ameriški pošti lahko kupite znamke, kakšen paket, razglednice, pisma in to je to. Na naših poštah seveda je izbira, ponudba precej večja. Nekaterim mogoče to niti ni všeč, ampak za nas, ki se ukvarjamo s prodajnim marketingom, je pošta en dober primer podjetja, ki razume, da je seznam strank zelo pomemben in da, če imaš stranke, če stranke pridejo k tebi na obisk, je velik greh, da jim ne ponudiš še kaj drugega, ker na ta način povečaš prodajo. Nasvet za vse podjetnike: če imate na primer 100 strank in boste 100 strankam ponudili še kaj drugega izven vaše ponudbe, vam garantiram, da bo 15% strank nekaj tudi kupilo. Lahko da bo odstotek še večji. Torej razmislite, če imate stranke, če prihajajo k vam, če prihajate vi k strankam, ali jim lahko ponudite še kaj dodatnega. Ko boste šli naslednjič na pošto, se spomnite tega nasveta, vprašajte se, ali jaz naredim vse, tako kot dela pošta, da bi prodal več, da bi svojim strankam ponudil še kaj drugega. Verjetno ste že slišali za Facebook, večina Slovencev je slišala za Facebook oziroma so na Facebooku. Kaj pa Twitter? Ste kdaj razmišljali o Twitterju? Twitter ima precej manj oboževalcev, ampak zadnje čase je meni postal zelo simpatičen. In zdaj vam bom povedal par stvari, zaradi katerih mislim, da bi tudi vi morali vsaj občasno pogledati, kaj se dogaja na Twitterju. Prvič, Twitter je veliko hitrejši, na Twitterju je manj prostora, da karkoli napišemo oziroma pripnemo sliko, pa glavni namen Twitterja je drugačen kot recimo Facebooka od drugih socialnih medijev. Na Twitterju v glavnem recimo strokovnjaki objavljajo novice se svojega področja. Namen Twitterja ni, da napišete, kaj ste jedli danes za zajtrk, kako ste se imeli včeraj, ne vem, na vikendu, ampak da napišete kaj strokovnega svojega področja. Ena velika prednost Twitterja je ta, da tudi če niste vi prijavljeni na Twitterju, če ne objavljate, lahko kadarkoli pogledate zapise kogarkoli, ki je na Twitterju. Se pravi, če vas zanima kakšna znana osebnost, zanima strokovnjak z določenega področja, če ta osebnost objavlja na Twitterju, lahko vi pogledate vse zapise na Twitterju. In to je res luštno, zato recimo, če želite postati strokovnjak na določenem področju, sledite 30-40 svetovno znanih strokovnjakov, slovenskih strokovnjakov z vašega področja in spremljate, kaj delajo, kako razmišljajo, kaj objavljajo. In to je približno tako, kot da bi recimo vsak drugi dan sedel na večerji na kosilu z nekom, ki res obvlada eno določeno področje. Seveda si pa lahko izberete veliko področij, kjer vas zanimajo. Torej, glavno prednost Twitterja vidim res v tem, da je hiter, da se vam ni potrebno prijaviti, da ni potrebno, da sami objavljate, vedno lahko pa pogledate, kaj se na Twitterju dogaja. Torej, vzemite si čas, pa vem, da brskate po internetu, pogledajte še na Twitter, mogoče vam bo ta medij všeč.
Hvala, ker ste bili danes z nami. Upam, da vam je bila današnja oddaja všeč. Upam tudi, da vas nismo preveč prestrašili in da se leta 2012 naš svet, takšen kot ga poznamo, ne bo končal. Vabljeni z vprašanji, glejte nas na spletu in nasvidenje do naslednjič.